Danes bo govora o vrtincih, o zračnih vrtincih in njihovem vplivu v Formuli 1. Tema zgleda na prvi pogled malo bolj zakomplicirana, a nanaša se na zadeve, ki sem jih obdelal že v prejšnjih prispevkih. Vkolikor koga zanima kako bolj podrobno vprašanje, bo lahko dobil odgovor v njih. Bližnjice so seveda v opisu tega videa. Da bi bolje razumeli, kako deluje sploh aerodinamični efekt bolida, moramo prvo razumeti, kako deluje zračni tok. Poznamo v bistvu dva tipa zračnega toku. Laminarni pa turbulentni tok. Laminarni tok je tisti, ki je ponazorjen v raznih skicah z vzporednimi črtami. Vkolikor vidimo tisti profil ali pa na primer krilo pri letalu, vidimo te silnice, te črte, ki grejo okrog njega. Po Bernoullijevi enačbi nam je jasno, da vkolikor ko te zračni tok gre okrog te izbokline, mora povečati hitrost, da pride na konc tega profila v enakem času kot tisti, ki gre po ravnem delu, zato na tem delu, kjer pospeši, nastane podtlak. Ta zmanjšan tlak privleče ta zračni tok k sebi, zato ta laminarni tok gre lepo ob celotnem profilu. Vkolikor ta profil ima višji kot, da rata ta sila, po katerem ta zračni tok gre bolj proti zunanjosti, no, da je ta sila večja od tistega, ki se lahko ustvari s podtlaka, nastane turbulentni tok. To se pravi, za tem profilom nastane neka praznina, kjer se zrak začne vrtinčiti. Enostavno povedano, najlepši primer je, da ko se vozimo z avtomobilom, odpremo okno in damo dlan na prosto ven na zračni tok. Vkolikor držimo roko vzporedno s tlemi, bomo čutili, da gre zračni tok nad in pod njo. Vkolikor jo upognemo za 90 stopinj, se nam bo zračni tok zaletel samo v dlan, na hrbtni strani bo pa nastalo tisto turbulentno območje. Vrtinec je zelo enostavna zadeva, je spiralni zračni tok. Vrti se. In ta vrtinec ima še eno lastnost, ker se na sredini vrti v bistvu z višjo hitrostjo kot na robovih, ima nižji tlak po isti Bernoullijevi enačbi, kot smo jo citirali že prej. Primer, na primer, napolnimo lijak z vodo, odmaknemo čep, nastal bo vrtinec. Vkolikor damo v lijak noter nek plavajoči predmet, bo ta zmeraj bliže, ko bo sredini vrtinca, zmeraj bolj hitro se bo vrtel okrog in zaradi tega, kot sem rekel po tej enačbi, ker se bo hitreje vrtel, bo tudi tlak na tistem območju nižji. Na Formuli 1 smo govorili že v drugem prispevku, je mnogo območij, kjer so samo generatorji zračnega upora, na primer kolesa in obese, ne dajo pa toliko aerodinamičnega oprijema. V takem območju je nekako zaželeno imeti zračni vrtinec, kajti s tem, ko je ta tlak nižji na tem delu, je tudi zračni upor nižji. In nizek zračni upor je nekaj, kar se vsi bolidi Formuli 1 želijo in vsi inženirji stremijo za tem. Po drugi strani, ko pridemo enkrat v to območje tega zvrtinčenega zračnega toku, lahko ta vrtinec gre v območje, katero bi potrebovalo laminarni zračni tok. Zato, če vidimo takoj za kolesi, so te bočne strukture in tam imamo usmernike, kjer ta zračni tok neko primejo in ga usmerijo, da gre lepo ob karoseriji nad ravnim dnom in recimo pri ravnem dnu, pri tej razdalji med ravnim dnom pa asfaltom, generirajo drugi vrtinec, kateri bo zatesnil to območje med dnom pa asfaltom. To je pomembno pri generiranju talnega efekta, podobno funkcijo ima kot na primer gumijaste zavesice na Lotusu 79, da nekako zatesni to območje. A na sodobnem bolidu Formule 1 vidimo ogromno teh izrastkov, ogromno teh generatorjev vrtincev, ki so lahko na nosnem delu, na bočnih strukturah, ki nekako tudi pomagajo, da se ta laminarni tok ohranja, kajti če pride turbulentni tok, lahko tudi z vrtincem pravilno usmerjenim te silnice, te zračne tokove nazaj združimo, da je ta turbulenca za nekim predmetom, kot je na primer halo, čim manjša. Da se to območje nazaj zapre in da na primer na zadnji aerodinamični profil pride lep, čist laminarni tok ali čim čistejši laminarni tok.
Ko smo enkrat razumeli to, nam je tudi jasno, da Formula 1, ko je v vetrovniku dobiva čisti tok na začetku noter, kar je za formulo, je pa vse kaj drugega kot čisti tok. Bočno od formuli in za njo je čisto nekaj drugega od tistega, kar ne bi bilo idealno. Zato je tudi nekako jasno, da tisti bolid, ki sledi taki Formuli 1, pride v območje, za katero sploh ni bil naštudiran, da bi deloval. Ko pride v ta zvrtinčen zračni tok, se mu poveča zračni upor, ker ne deluje več aerodinamika tako, kot bi morala. In zmanjša se mu aerodinamični oprijem zaradi istega razloga. To je tisti nekako navidezni zid, ob katerega trčijo bolidi, ko pridejo za nasprotnika pred njimi in ga enostavno ne morejo prehiteti. Zato je bila tista uvedba sistema DRS, Drag Reduction System, ali sistem za zmanjšanje zračnega upora. Kajti samo z drastičnim znižanjem zračnega upora lahko dobijo tako razliko v končni hitrosti, da ga prehitijo, kajti na ravnini tisti aerodinamični oprijem ni toliko pomemben kot na primer v ovinkih. To je bil kratek pregled, kako deluje vrtinec, zakaj so določeni sistemi potrebni in kje je aerodinamična težava v sodobni Formuli 1 in zakaj ne vidimo toliko prehitevanj, kot si jih nekateri želijo. Hvala za vašo pozornost in vidimo se v naslednjem prispevku.